jaz sem Ana in sem velika ljubiteljica živali. Doma imam mačka Pikija, ki pa se lahko kdaj poškoduje in jaz mu želim pomagati. Ampak kako? Mislim, da sem na pravem mestu, da raziščem. Katere so najpogostejše poškodbe pri hišnih ljubljenčkih? Urezne rane, razne vbodnine. Zelo pogoste so pa tudi avtomobilske nezgode. Krvavitev se ustavi tako kot pri človeku na ta način, da se enostavno stisne na mesto nad poškodbo, nad rano in na ta način nekako preprečimo pretok krvi in s tem tudi zapremo rano. Seveda je pa potem treba iskati pomoč pri veterinarju. Kaj naredimo, če našega psa ali mačko piči čebela? Seveda, če pride do pika na tačko ali na neko zunanje mesto, potem to mesto hladimo. Hladimo z obkladki, hladnimi obkladki, ledom. Če pa pride do pika v notranjost ustne votline, potem je pa nujno treba čim hitreje poiskati veterinarsko pomoč. S čim se kužki najpogosteje zastrupijo? Zelo zanimive so jim tudi vabe, ki jih ljudje uporabljajo za zastrupljanje glodavcev. Zato je nujno, da čim prej poiščemo veterinarja. Dobro je, da vzamemo s seboj, če najdemo embalažo, ki jo je kuža zgrizel, in skupaj s kužkom prinesemo to k veterinarju, da potem najlažje najdemo tudi protistrup. Kakšna je zgornja meja telesne temperature pri živalih in kako jo izmerimo? Tako kot pri dojenčku zmerite kužku temperaturo v zadnjični odprtini, pri živalih je telesna temperatura nekoliko višja in če je 39 ali več, potem je nekaj narobe. Okej, zdaj vem, kako pomagati mojemu kosmatincu. Upam pa, da tega znanja vam in meni ne bo treba uporabiti. Čau!